Teš 6. Teš 6 je kot herpes. Ko že misliš, da je mim, pride nazaj. Ampak tokrat zgleda kot Matej Lahovnik. A ni bil to en fajn nateg? Medtem, ko ves svet gradi sončne, vetrne, jedrske elektrarne, smo mi šli delati novo na premog. In ne samo to, preplačali smo jo toliko, da glava peče. Francozi se verjetno še zdaj režijo. In kdo ne bi bil odgovoren? Pahor, Lahovnik in Križanič. Zdaj, za Lahovnika noben ne ve več, kje je. Za Križaniča nikoli nismo vedeli, kdo je. Zato stranka Solidarnost zahteva nekaj od Pahorja. Če predsednik republike v roku 3 dni ne bo podal odstopne izjave, bo stranka Solidarnost objavila državljansko peticijo za njegov odpoklic. Ja, predsednik Pahor naj odstopi v 3 dneh. To je lihkar. To je zdaj, v tem momentu. A mislite, da je odstopil? Dajmo mi malo Lukija poklicati, njegovega sinčka. Imam na speed dial, če ne bi ful dlje tipku. Zvoni. Halo, Luka? A ti že odstopil? Ne, SMS del. Hvala, čau. Če Pahor res odstopi v naslednjih dneh, če res odstopi, ne, resno, če Pahor odstopi, bomo imeli še ene predčasne volitve. In mene sploh ne skrbi to, da ne bile na isti dan kot parlamentarne, mene skrbi, kje bomo dobili kredit za še eno seksi špico. To mene skrbi. In ko smo že pri stvareh, ki nam grenijo življenje, Facebook. Facebook je kot hladilnik. Dobro veste, da ni nič novega not, ampak vsake 10 minut sem pogledate. Je verjetno ni treba poudarjati, da Facebook vaše podatke prodaja naprej in vam zato servira oglase, ki so narejeni prav za vas. A kot kaže zadnja globalna afera, se to ne konča z oglasi. Obstaja namreč firma, ki preko Facebooka ve vse o vas. Ime je Cambridge Analytica. Zdaj sliši se kot ena britanska znamka rekelcev, ki bi jih je skupil, ne? Ponovadi. Ampak v bistvu je to samo finta, kako zapakiraš kriminalce. Tako kot nek, mislim, čisto podobno, kot bi en pokvarjen politik, obkrožen z negativnimi aferami, ustanovil stranko, ne vem, Pozitivna Slovenija. Ali pa Čuki. Dobro vemo, da so v ansamblu ljudje in ne so samci. Dobro, ker vsaka dobra zgodba o vohunjenju se je tudi ta začela z Rusom. Ta je pred leti ugotovil, da lahko s pomočjo nedolžnih aplikacij dobi neverjetno veliko podatkov o uporabnikih, kar je zelo zaskrbljujoče. Jaz namreč nočem, da ta vohunska firma na podlagi mojih Facebook anket ve, katera Disneyjeva princesa sem. Ja? Pač sem Elza, pa kaj? Rad imam mraz, pa lepe lase imam. Kaj je? Kaj je? Ok, ampak kako lahko ta mafija moje podatke uporabi tako, da me prepričajo, da grem volit, ne vem, Tonina? They had apps on Facebook that were given special permission to harvest data not from just the person who used the app or joined the app, but also it would then go into their entire friend network and pull out all of the friends' data as well. A tako praviš? Zbrav, oni vejo, kaj mi je všeč in kaj se mi dogaja v življenju, na podlagi tega pa prikrojijo oglas. To pomeni, če na primer ugotovijo, da na Facebooku lajkate stran o oklepnikih, o korupciji, o zanesljivih avtomobilih in dovolj velikih nabiralnikih, je večja verjetnost, da vam bojo pred volitvami servirali tale oglas. Imate radi škandale, ki so polni akcije in kul tankov in imajo latinsko ime? Vam gredo na živce švedski avtomobili, ki se pokvarijo ob najbolj nepravem trenutku? Si želite, da bi vsak državljan imel dovolj velik poštni nabiralnik? Potem volite SDS. Stranka zate, a zame. No, kar specifično, vem, ampak Facebook ve vse. Ali pa dajte si predstavljati, da ste svobodomiseln hipster, ki ima na svetu najrajš vinilke, ekološko pridelano zelenjavo, pa ljudi, katerih priimek je tudi nebesno telo. Recimo, pol lahko na svojem zidu pričakujete tole.
Bi živeli v prihodnosti, a istočasno v preteklosti? Bi spet poslušali glasbo na ploščah in gledali stare risanke na VHS? Hočete živeti v utopiji, kjer ni več mesnih izdelkov in sira? Ste navdušenec nad mesecem? Potem volite stranko Levica. Smo levi, ampak ne levaki. Mimo grede, a veste, kolikrat levičar poha travo? Enkrat na mesec. Veš, ker... Humor. Dobar, tole natančno nagovarjanje volivcev se sliši seksi, ampak zna hitro postati zoprno. Kaj pa, če na Facebooku recimo lajkate stran, ki podpira izstop iz NATO, objavljate fotke marihuane in jamrate, da mora manj delati? Tipičen levičarski hipi, ne? Ampak za iste stvari se zavzemajo tudi domoljubne rdeče kapice. Zdaj, malo si šel pogledat program skrajne desnice in skrajne levice pri nas. V velik točkah se Mesec in Šiško strinjata, kar pomeni, da bo umetna inteligenca ful zmedena in vam bo za vsak slučaj rajš pokazala tole. Ste presegli delitve na levo in desno? Vam je izpod časti priznati, da ste levičar ali desničar? Ste po stranki modernega centra pripravljeni na stranko še bolj centralnega centra? Tukaj sem, Marjan Šarec, osrednji, sredinski, sredinar, Cerar 2, mal ja, mal pa tudi ne. Marjan Šarec, ne teč, ne meš. Marjan, ta spot lahko brez problemov uporabiš v predvolilni kampanji. Gratis, ker sva frenda. Zdaj, kaj smo torej izvedeli? Da lahko politiki končno svojim volivcem povejo točen tist, kar so hoteli slišati. Kar pomeni, da pred temi volitvami komaj čakam, da mi nekdo od kandidatov osebno obljubi uvedbo monarhije in butlerja vsem voditeljem satiričnih oddaj na Planet TV. Hvala. Hvala. Toliko o volitvah, čakaj nas še druge teme. Režija Špica na kredit. To je naš YouTube kanal. Klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polajkaj nas tudi na Facebooku in na Twitterju. Pa po pameti!